ampak že to, da si kupil, si naredil prvi korak k finančni neodvisnosti. Zdaj, kar se tega tiče, je tudi mogoče en problem, da pač je ta netransparentnost, recimo, kam gre tvoj denar, se niso transparentno predstavljene investicije. Dejstvo, da slovenske delnice ne bodo ostale imune, tako kot ne bodo ostale imune druge delnice po svetu. Hodler, jaz sem pravi hodler. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, vas vabim, da se prijavite na naš bootcamp še zadnji letos, 27. novembra, kjer bomo govorili o tem, kako izbrati ETF-e, kako investirati, kaj narediti v trenutnem okolju, ko prevladuje negotovost, se napihujejo baloni v različnih naložbenih razredih in pa seveda, kako strukturirati portfelj, ki bo deloval na dolgi rok. Se pravi, bootcamp je namenjen za vse, ki ste v bistvu začetniki v tem svetu, ki še nimate odprtega trgovalnega računa, vabljeni, da se nam pridružite. Drugi dogodek, ki bi ga rada izpostavila, se pravi naše prednovoletno druženje 4. decembra, ko se bodo spopadli biki in medvedi v tej areni MoneyHow v Kristalni palači. Fino je poznati argumente za nadaljevanje bikovskega trenda in pa seveda tudi potencialna grožnja, če slučajno pride do medvedjega trenda. Mislim, da je pametno, da poznamo tako eno kot drugo žival, kajti le tako imamo lahko celovite informacije o dogajanju na borznem parketu. Zdaj pa kar pojdimo na aktualno epizodo. Pogovarjala sem se s predsednikom uprave Ljubljanske borze, Markom Bombačem. Marko je predvsem odličen analitik, zdaj je pač prevzel tudi vodenje Ljubljanske borze. Veliko več časa sva se pravzaprav ukvarjala z samim investiranjem in pa novitetami, ki prihajajo na slovenski trg. V tem času, se pravi od avgusta pa do danes, se je pa tudi kar nekaj stvari zgodilo na Ljubljanski borzi. Veliko se govori o prevzemu Zagrebške borze strani hrvaške državne FINE, da Zagrebška borza je namreč tudi lastnica Ljubljanske borze. Prihaja pa tudi obdobje objave poslovnih rezultatov. Začeli smo z NLB, sledijo si Krka, Petrol, Luka Koper, Triglav, Safari in tako dalje. Vsekakor Ljubljanska borza in pa seveda indeks SBI Top je letos dosegel kar lepe rezultate. Ravno sedaj sem bila z nekim sogovornikom, sem se pogovarjala in je povedal, da je zelo veliko izpostavljen tej borzi, slovenski borzi, ki je nišna borza. Tukaj bi vseeno rada opozorila, da gre res za nišno borzo in da so nihaji na tako nišni borzi lahko bistveno večji kot pa na nekaterih drugih uveljavljenih borzah. Zato previdno, koliko boste seveda izpostavljeni tem slovenskim delnicam, ki načeloma prinašajo lepe dividendne donosnosti in tudi letos so v bistvu kar prinesle lepe rezultate. Pa vendar se mi zdi pomembno, da je naš portfelj ustrezno balansiran in da nismo preveč izpostavljeni mogoče preveč slovenskemu trgu. O tem smo pravzaprav tudi govorili v epizodi, kjer smo analizirali portfelje in smo imeli tudi kar nekaj primerov portfeljev, ker je bila izpostavljenost slovenski borzi kar precej velika. Predlagam, da poslušate tudi to epizodo, sedaj pa pojdimo kar na aktualno vsebino. Hvala lepa za vabilo, živjo. Zdravo, Marko. Mi da se bova kar lepo tikala, ker se poznava že zelo dolg časa, a ne? Res je. Tudi veselje mi je, da si me končno tudi povabila in da se bo lahko pogovorila o zanimivih temah. Se bova, ker je zelo veliko zanimivih tem. Na Ljubljanski borzi oziroma slovenski indeks SBI Top dosega rekorde praktično vsak dan. Letos je pridobil indeks 45%, je eden najbolj donosnih na svetu. In glede na to, Marko, da si ti analitik, me zanima tvoje mnenje. Ali se napihuje balon? Ma glej, tako bom rekel, ko govorimo o visoki donosnosti, pretekli donosnosti. Zdaj recimo, če pogledava ZDA, to vedno vsi gledamo, od 2008 do 2024 dejansko po donosnosti presega vse najpomembnejše trge. Ampak ta dobra donosnost je bila recimo v primeru ZDA odraz, oziroma tako bom rekel, je nakazovala v bistvu dobre gospodarske obete.
in v bistvu še boljše poslovanje tamkajšnjih družb, posebej tehnoloških družb. Prav, delnice, ko govorimo o delnicah, delnice gledajo v prihodnost. Tako da jaz bi rekel, da je to, da so slovenske delnice visoko donosne, vsekakor prednost. Recimo, če pogledamo tudi, ni samo v zadnjem letu, slovenska borza je ena najbolj donosnih tudi v zadnjih 10 letih. Recimo, celo bolj, mislim, da donosna kot Nasdaq, ameriški Nasdaq. Je pa to dejansko, če pogledamo za nazaj, ta donosnost sovpadala z dobro gospodarsko sliko v Sloveniji. In predvsem dobrim poslovanjem slovenskih borznih družb, ne smem pa tukaj zanemariti izrazito nizka izhodiščna vrednotenja. Zdaj, ja, ko govorimo, rekla si, ja, je tukaj balon. Ja, vrednotenja so se dvigalna. Niso več tašna, kot so bila pred 2-3 leti ali pa pred 10 leti, ampak tukaj še vedno govorimo o PE-ju, recimo dobičku, ceni glede na dobiček okrog 10, o dividendni donosnosti blizu 5%. Se pravi, tukaj ni govora recimo o PE-ju prek 30 ali pa dividendni donosnosti pod 1. Tašne so bile razmere leta 2007, ko smo imeli slovenski borzni balon. Se pravi, so danes razmere povsem drugačne, kot so bile po mojem mnenju 2007. Se pravi, to znan rek iz borze, this time is different. Ja, glej, to meni pravijo številke. Ko pogledam te številke, dejansko recimo, se pravi, kaj pomeni PE kazalnik, mogoče za poslušalce? Se pravi, koliko ti plačaš za enoto dobička, v kolikih letih se ti naložba povrne. In zdaj je ta kazalnik 10, se pravi, tebi se naložba povrne v 10 letih. Takrat, če si kupil leta 2007 slovensko delnico, se ti je naložba povrnila v 32-33 letih. To so bile res nore številke. Takrat bi bilo recimo this time is different, če bi rekel, ja, to pa bo še kar raslo. Ampak tukaj ne pravim, da ne more priti do kakšne korekcije. Na borzi so vedno korekcije. Ko govorimo o borzah, korekcija je nekaj povsem običajnega. Enkrat na 3 leta načeloma bi mogel, ali pa na 4 leta bi mogel imeti negativno borzno leto. Se pravi, zdaj čas, da pride tudi do tega. Prej ali slej bo prišlo, ampak problem je, da nihče ne ve, kdaj bo in lahko zamudiš tisti vlak. Predvsem pa je tukaj ključno, da recimo zares za nekega dolgoročnega vlagatelja, a je sploh pomemben v bistvu, če pogledaš ti nek horizont 20-30 let, kdaj si kupil. Seveda vsi najrajši kupimo na dnu. Tudi jaz najrajši kupim na dnu. Ampak že to, da si kupil, si naredil prvi korak k finančni neodvisnosti. Zdaj, če pogledava graf SBI Top, vidimo, da se približujemo tistemu vrhu, ki smo ga imeli 2007. Ja, v bistvu upoštevaje dividende smo že krepko nad tistim vrhom. Saj tukaj tudi pravim, recimo tudi, če pogledaš tale kazalnik vrednotenja, PE je okrog 10, recimo ta kazalnik se skozi zadnjih 10-15 let giba v nekem trendu, se pravi malo navzgor, malo navzdol, zdaj je recimo nekje na vrhu tega trenda. Zakaj ni bolj zrastel? Zaradi tega, ker slovenske družbe res dobro so poslovale. Recimo tako, ko gledam malo borzo za nazaj, vedno se je govorilo kao, ja, sej slovenska podjetja imajo visoke dividende, se jih je gledalo kot na nek način dividendne molzne krave, bom temu tako rekel. Ampak v zadnjih letih se mi zdi, da so vlagatelji tudi spoznali, oziroma spoznavajo, da v bistvu tudi zelo dobro poslujejo. Tako okolje je bilo, ne? Ja, takšno okolje. Ampak sej govorimo o podjetjih, ki dejansko mednarodno delujejo na nek način. So odvisne veliko od mednarodnega okolja. Bolj zelo od balkanskega okolja, če smo bolj natančni. Odvisno od družbe do družbe. Recimo Krka, Luka Koper, recimo, so bolj od mednarodnega okolja, mogoče katera druga je pa mogoče res bolj od balkanskega okolja, ampak regiji gre dobro. In če gre regiji dobro, je logično, da bodo tudi dobički rasli in da bodo tudi tečaji delnic rasli. In zaradi tega dejansko kljub rasti tečajem delnic ni prišlo do takšne podražitve po kazalniku PE ali pa znižanju dividendne donosnosti, kot bi sicer prišlo. Omeniš, da podjetja so dobro poslovala oziroma da dobro poslujejo, ampak vseeno se pa že pojavljajo nekatera podjetja, ki imajo nekatere izzive,
Zadnje čase zelo veliko poslušamo o slovenski industriji jekla, ki bo menda celo nacionalizirana. Nekaj se govori o tem, potem vidimo težave, ima Unior, vidimo, da tudi Cinkarna je v bistvu opozorila na morebitne težave. Tako da očitno prihaja neka ohladitev. Mislim, da bi bilo tako očitno, se ne bi upal trditi, no. Ne nazadnje smo imeli dober drugi kvartal, je pa sigurno možno, da pride do ohladitve. In v takšnem primeru, če je prišlo do ohladitve, dejstvo, da slovenske delnice ne bodo ostale imune, tako kot ne bodo ostale imune druge delnice po svetu. To je pač vedno dejstvo. Če gre gospodarstvo slabše, bodo tudi družbe slabše poslovale in se bo to tudi odrazilo na tečajih teh delnic. Drugače ne more biti. Ja, jaz sem mogoče malo dotakniti te koncentracije v indeksu SBI Top, ki je res izjemna. 3 delnice, praktično 70% tržne kapitalizacije predstavljajo, to so Krka, NLB in Petrol. In mi smo v bistvu na Moneyhow po zgledu veličastnih 7 preimenovali te delnice v sveto trojico. Ampak je takšna koncentracija dobra novica za trg? Dobra novica. Seveda bi si mi želeli čim več velikih družb imeti, ne? Ampak recimo, če pogledamo ta slovenski trg, kot je Slovenija, je majhna država. In zato težko pričakujemo, da bomo recimo imeli neomejeno število podjetij ranga NLB pa Krka, ki sta recimo največji, ne, pa tudi Petrol. In ravno mogoče z tega vidika je v bistvu pomembno, da neko gospodarstvo ima borzo, da omogoča neko infrastrukturo tudi za rast, za razvoj recimo novih družb, ki pridejo pol tudi na borzo, tam poiščejo kapital. To se mi zdi, da je ključno, ne, pri teh malih državah, ampak pri vseh malih državah je ta trend zaznat. Ker vedno imaš neke 2-3 nacionalne šampione, imamo jih še ene par tašnih mastodontov za slovenske razmere, bi rekel, ki pa so recimo v državnem lastništvu. A to govoriva o katerih podjetjih konkretno? Govoriva o kakšnem Darsu, Pošti? To so bile neke ideje, da bi bil neka IPO, da bi država zorganizirala, da bi pač te družbe prišle na borzo. Pa ne vem, če so bile glih ideje, to so bila neka namigovanja v preteklosti, zdaj kaj je res, kaj ni res, to je pač v domeni države, da se sama odloči. Ne? Minister za finance na podcastu Moneyhow rekel, da bi oni razmišljali oziroma da bi radi videli, da bi ta turizem, turistična družba prišla na borzo. Kje je že? Sava turizem, ja. Ja, super, z veseljem jo sprejmemo. A si se kaj pogovarjal, si se že dobil z ministrom za finance in te se pogovarjalo o teh stvarih, kako bi? Večkrat se srečamo na raznih srečanjih, ampak dejansko trenutno so bile teme bolj usmerjene na druga področja, recimo med drugim na INR račune. O teh zadevah konkretno smo se zaenkrat bolj malo pogovarjali. No? Kaj pa recimo o delnici oziroma o Vzajemni, ki ne bi pač bil IPO narejen, kako pa ti gledaš na Vzajemno? Zdaj so bili objavljeni poslovni rezultati, mislim, da je družba poslovala negativno oziroma je ustvarila 1,8 milijona evrov izgube. Nekateri niso najbolj navdušeni bili nad to idejo, da so dobili delnico, ker pač bi raje vzeli denar, ne, če bi imeli možnost. Ja, v bistvu tle prva zadeva, ki je sploh rabimo, da lahko komentiramo, je prospekt. In dokrat nimamo prospekta, je te zadeve ful težko komentirati. Vem, ampak mi smo pa dobili delnico. Ja, ampak sej preden bo prišla na borzo, bo tudi objavljen prospekt in takrat po moje bo pravi čas za kako informacijo več. Zdaj bi pa bilo veliko na podlagi ugibanj in tega res ne bi želel. Ampak je nenavadna praksa, da dobiš neko delnico, pa sploh ni prospekta, nič ne veš, kako je družba poslovala, zdaj so bili avgusta objavljeni rezultati. Je neobičajen IPO to, ne? Mislim, ni glih najbolj običajen, ne bom pa rekel, da zaradi tega kaj slabši. Ni pa glih običajna praksa, ja, to pa zagotovo drži. Zdaj, omenjal si INR, da ste se veliko pogovarjali oziroma da ste se pogovarjali na to temo, individualni naložbeni računi, te ne bi začeli veljati za naslednjim letom. Mogoče lahko tukaj malce poveš, kako so potekali te pogovori, o čem ste se pogovarjali, kaj mora v bistvu mali vlagatelj vedeti? Ja, prvo, kar mora vedeti, da mora imeti marca prihodnje leto nekaj denarja na strani, da vplača v INR račun.
Se pravi, marca bodo pričeli veljati v začetku marca ti INR računi. In jaz bi dejansko res praktično vsakmu vlagatelju svetoval, da ne čim prej nekaj vplača in ne vplačuje, kolikor mu pač to finančni profil tudi dopušča. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker s tem prvim vplačilom mu bo začel teči tisti 15-letni rok, po katerem bo dejansko prvo izplačilo neobdavčeno. In več sredstev, ko bo imel na računu, bo lahko izkoristil priložnosti, ki se bodo na poti teh 15 let tudi pojavljale. Zdaj, kaj smo se pogovarjali? Ja, seveda, pač mi smo imeli mogoče kakšne drugačne predloge, kakšne drugačne komentarje, nekateri so bili upoštevani, nekateri pač logično vsi ne morejo biti upoštevani, mogoče pa kateri še bodo pri mogoče kakšni prihodnji spremembi. Generalno gledano pa se mi zdi, da gre za dobro zadevo. Jo tudi podpiramo, smo jo tudi v javnosti podprli, ker se mi zdi, da bo pozitivna za kapitalski trg. Če je pozitivno za kapitalski trg, je to pozitivno za gospodarstvo in na koncu tudi za samo blaginjo Slovencev. Zdaj, ko si rekel, da priporočaš vsem Slovencem marca naslednje leto, da imajo nekaj denarja na stran, zato da bodo lahko investirali in s prvim vplačilom potem bili prosti plačila davka. A hočeš povedati, da večje zneske investirajo v pač ne vem katero naložbo, kjerokoli? Poglej, vedno, v bistvu, ko govorimo naj vplačajo, vedno morajo biti naložbe skladne s finančnim profilom in naložbenimi cilji. To je osnoven predpogoj. In recimo tudi prej smo govorili o slovenskem borznem balonu, pa vemo, kaj je pol sledilo in ogromno razočaranja. To je bilo posledica tudi nepoučenosti vlagateljev, ker niso nalagali v skladu z naložbenimi cilji in v skladu s finančnim profilom. Zaradi tega to je osnova. Zdaj, koliko bodo vplačali, je odvisno točno od tega, od njihovega finančnega profila, koliko denarja lahko dajo, koliko prihrankov sploh imajo, a imajo te osnovne stvari tudi zagotovljene. Zdaj, katere naložbe konkretno kupiti, vedno je fajn imeti nek razpršen portfelj. Ne moreš dati vseh jajc v eno košaro, ne moreš imeti samo slovenskih delnic, kot ne moreš imeti samo ameriških delnic. Ja, ampak to je logično, ampak z prvim vplačilom, prvo vplačilo, torej prvi znesek, ki ga vplačaš v neko naložbo, a ne? Ne, ti denar daš na račun, ti boš dal na račun denar in če ne veš, kaj boš kupil, takrat, recimo, če še nisi prepričan, če ne najdeš priložnosti, lahko dejansko kupiš varne inštrumente, obveznice, kot so recimo zakladne menice, kratkoročni državni vrednostni papirji, ker je tveganje res izjemno majhno. Dobivaš obresti, v bistvu kupone, neobdavčene. Se pravi, zdaj dejansko razen teh ljudskih državnih obveznic, te ostale državne obveznice so bile relativno neprivlačne za retail vlagatelje, ker si ti mogel plačati davek na kupon. In si višjo obrestno mero dobil na depozitu. Zdaj pa se situacija spreminja. Se pravi, kupon bruto bo enak neto kuponu. Tako da bo ta donosnost takoj višja in je tudi že ta varna naložba kar naenkrat bolj privlačna za te iste vlagatelje. Če te prav razumem, sugeriraš, da bi dal večji znesek v ljudsko obveznico, ker boš dobival obresti neobdavčene. Do 1000 evrov so namreč neobdavčene, ne? Ko bo na INR računu, bodo vsi donosi neobdavčeni. Kuponi, kapitalski dobički, dividende, vse bo neobdavčeno. Kamorkoli boš dal, bo pač ta dobiček neobdavčen, dokler ne boš izplačal. Ko boš izplačal, boš plačal 15% davek, po 15 letih pa bo prvo izplačilo neobdavčeno. In potem po vsakih nadaljnih 15 letih bo tudi novo izplačilo neobdavčeno. Mi je popolnoma jasno, ampak vse veš, kako ljudje razmišljajo. Bom dal večji znesek v neko naložbo, zato da bo moj prvo izplačilo neobdavčeno. Se pravi, bom za 15 jurjev kupila delnico Nvidie, recimo, in po 15 letih bom prodala in bo teh 15 bo kapitalski dobiček neobdavčen. Jaz to prav razumem.
v tem tvojem konkretnem primeru drži, ampak tako kot sem že rekel, najprej je pomembno, ko se odločiš, kaj boš kupil, da pogledaš, kaj so tvoji naložbeni cilji in finančni profil in skladno s tem Jaz investiraš. govorim tukaj o Če si znesku, bolj o naklonjen, znesku, a ne, ker načeloma mi nekako ti sugeriramo boš lahko maksimalno 20.000 evrov. 20.000 naložil. evrov in ti boš rekel, bom jaz zdaj 20.000 evrov investiral v eno naložbo, ker bom potem po 15 letih prost plačila davka. Saj veš, kako ljudje razmišljajo. Vem, ampak sem tudi omenil, da mora biti ta naložba, recimo to, kar boš investiral, mora biti razpršena košarica Kupaš en ETF naložb. na S&P ali pa Recimo, globalno. tudi lahko. Tudi, ali pa recimo 20 različnih podjetij. Ne? Zaradi tega, ker ponavadi, ko mi rečemo, ko imaš neke večje zneske, ne z večjimi zneski na borzo, to moraš razdeliti na približno od 16-18 na 16 oziroma 18 zneskov, zaradi tega, ker to, ko poprečju trajajo tudi krize. Zato, ker lahko pride naslednji dan ali pa čez en mesec nek večji upad in si ti v bistvu lahko potencialno tudi na slabšem zaradi tega. Ali pa pride do malce bolj dolgoročne, recimo nekega zatišja na borzi. Se smo imeli tudi taka obdobja. Sigurno, ampak če pogledaš, recimo, če si ti kupil delnice leta 2007, se pravi najslabši moment v tistem desetletju, a pa podobno slab kot leta 2000, si danes precej na Se boljšem. pravi, 2007, ko so bili tečaji na rekordu. Tako, 2007 pred finančno krizo, pa vemo, je sledila največja finančna kriza po depresiji leta 1929, največja kriza, pa tudi če si takrat kupil delnice pred to finančno krizo, si danes še vedno vesel in zadovoljen, da si sploh investiral. Veliko boljš bi pa naredil, seveda, če bi investiral marca 2009. To je res, ja. Sam takrat 2007, ko se je sesul, takrat je bila kar taka močna psihologija negativna na trgu. Se pravi, mali vlagatelji so takrat bežali z naložb. Zaradi tega pa je toliko pomembno, da dejansko vedno, ko investiraš skladno z naložbenimi cilji in s tvojim finančnim profilom. In to je bila takrat težava, ker so ljudje preveč koncentrirali naložbe in preveč agresivno marsikdo investira. Zdaj, ko govoriš o tem razpršenem portfelju, pa te bom tako vprašala, koliko naj bi imel mali vlagatelj slovenskih delnic v portfelju? Ja, to je spet odvisno od vsakega posameznega vlagatelja. Jaz ti lahko povem, koliko jih imam jaz, recimo. No, daj povej. Procentualno. Procentualno v svojem delniškem portfelju, mislim, da imam nekje med 20 in 25%. Wow, to je pa kar velik. A te lahko citiram eno tvojo izjavo izpred nekaj let, ki si jo dal za Siol? Povej. Kar zadeva slovenske naložbe, skladno s finančno teorijo ni nobenega razloga, da ima povprečen vlagatelj več kot naprimer 1% naložb naloženih v slovenske delnice. Povprečen Slovenec ima namreč pogosto v lasti nepremičnino in tudi službo v Sloveniji, tako vrednost nepremičnine kot dohodek, stabilnost in višina pa so povezani z gospodarskim stanjem v Sloveniji, kar še povečuje smiselnost mednarodne razpršitve vsaj naložbenega dela premoženja. Ja, takšna je pač bila takrat filozofija, mogoče tudi človek odraste, se kaj novega nauči. Verjetno za večino Slovencev mogoče ta odstotek ni mogoče glih najbolj primeren, ampak zame osebno, ker se zavedam tudi, kakšna tveganja s tem pridejo, sem se pač zavestno v to odločil, ker se mi slovenske delnice takrat, ko sem jih kupil, zdele zanimive in sem se upal dati malo večjo stavo, kot bi mogoče sicer dal, če bi ocenjeval, da so vrednotenja, recimo v tistih izhodiščnih nakupih, podobna, kot so bila recimo na drugih trgih. A to zanimanje za slovenske delnice sovpada tudi s tvojim položajem na Ljubljanski borzi ali je bilo že prej? Že prej. Že... Dejansko imam nekatere že od leta 2012-2014. Mi smo takrat tudi v družbi NLB Skladi, takrat sem deloval še v družbi NLB Skladi, najprej kot upravljalec, potem kot vodja analiz. In ja, seveda pač to so neke splošne teoretični koncepti, ampak v praksi smo mi tudi dejansko takrat kar nekaj publikacij izdali na to temo in slovenske delnice tudi priporočali, povedali, da so zanimive za nakup, da so ugodno vrednotene
in da bi se mogli vlagatelji bistveno bolj izpostaviti, kot je sicer neka običajna, normalna utež. Ker načeloma se priporoča tam 5, mogoče 10% izpostavljenost do slovenskih delnic. A ne? Se pravim, jaz sem se pač to zavestno odločil, ker se mi zdela vrednotenja ugodna in se zavedam tudi pač tveganja. Ampak tudi, ko govorimo zdaj o slovenskih delnicah, Krka recimo praktično skoraj nima prihodkov v Sloveniji. Je bolj pomembno, kaj se dogaja v Evropi kot v sami Sloveniji. Podobno recimo Luka Koper, kaj se dogaja v Sloveniji, relativno malo vpliva na samo Luko Koper in še kakšna delnica je tudi tašna, ne? Recimo na Petrol ima pa kar velik vpliv. V redu. A gremo mogoče se dotakniti še prometa na Ljubljanski borzi. Vedno govorimo, da je Ljubljanska borza nelikvidna. Čeprav promet se je povečal v zadnjem letu sploh ne na Ljubljanski borzi. Tako, ja, tako kot si rekla, od leta 2023 se dejansko zadeve izboljšuje tudi glede likvidnosti. Pa ne bi rekel, da je nelikvidna, pravi izraz po mojem mnenju bi bil nizko likvidna. In tudi verjamem, da se bo ta trend v prihodnjih letih nadaljeval. Bi pa rekel, da v bistvu to za večino tvojih poslušalcev, bi rekel, da v bistvu to niti ni toliko pomembno, ne, da se na nek način velikrat ustvarja neka fama, ki je mogoče celo malo neupravičena. Recimo, ok, zdaj, če si ti tuj sklad, pa imaš 100 milijard v upravljanju ali pa tudi 300 milijonov v upravljanju, pa potem recimo, če je nizka likvidnost, lahko to predstavlja težavo. Ampak za 90-95% verjetno poslušalcev, pa tukaj govorimo o retail vlagateljih, pa po mojem mnenju že obstoječa likvidnost prve kotacije ne predstavlja neke težave. Kljub sicer nizki likvidnosti, da ne bo pomote, in to je potrebno nasloviti. In se pa moramo vseeno tudi zavedati, da Ljubljanska borza, že prej smo govorila o sami velikosti Ljubljanske borze, mi ne bomo imeli nikoli takšne likvidnosti, kot ima recimo Dunajska borza ali pa Romunska borza. Zdaj, tukaj so pomembni igralci, vzdrževalci likvidnosti, a ne? In recimo, zanimiv primer, nisem se nikoli poglabljala, to ti bom čisto iskreno povedala, Luka Koper nima recimo vzdrževalca likvidnosti. Res je, to je odločitev vsakega izdajatelja. Nazadnje je vzdrževalca likvidnosti pridobil Salus. Mi bi si tudi želeli, da bi Luka Koper imela, smo jim to tudi predlagali, zakaj ne, pač težko komentirati. A ostale družbe pa imajo? Blue-chipi vsi, ki so v SB topu. Z izjemo Equinoxa, iz prve kotacije, da. Zdaj, omenil si te večje sklade, ki bi lahko potencialno... Pa mogoče tudi ETF-i vsi imajo vzdrževalca likvidnosti, pa kar nekaj zakladnih menic in obveznic. Imela sem tudi oba gosta iz Intercapital in ravno takrat je bila ena situacija, ko smo kupovali recimo njihov ETF na Interactive Brokers, ko enostavno ni bilo možno kupiti oziroma prodati ETF. In takrat ta funkcija vzdrževalca likvidnosti se nekako ni obnesla oziroma ne vem, kaj se je zgodilo, da ni šla transakcija čez. Tukaj je pomogla, po mojem mnenju, biti neka tehnična težava, bolj kot kaj drugega, zaradi tega, ker dejansko vzdrževalec likvidnosti je dolžen v bistvu stati na bidu in na asko. Kako pa misliš, kolikrat se pa dogajajo te tehnične težave recimo pri vzdrževalce likvidnosti? Zelo malokrat. Ker recimo, če pride do neke situacije, ki moraš hitro prodati, ne, je to lahko zelo velik problem. Lahko se vedno zgodi. Ja. Zdaj, ko si omenil pač te večje sklade, ne, zanimivo je tudi to, ko gledamo, kdo so lastniki slovenskih blue-chipov, vidimo, da so to hrvaške pokojninske, da so kar veliki lastniki hrvaške pokojninske družbe. Slovenske pokojninske družbe nimajo toliko tega deleža v teh slovenskih blue-chipih. Si se mogoče kdaj pogovarjal z njimi, zakaj se ne odločajo za investiranje v slovenske blue-chipe? Glej, jaz bi tako rekel, ne, da v bistvu, ja, drži, hrvaški pokojninski skladi imajo več naložb, slovenskih naložb, kot slovenski pokojninski skladi, ampak to je v veliki meri ali pa v največji meri povezano s tem, da so nekajkrat večji. Recimo, če pogledamo sredstva hrvaških pokojninskih skladov v deležu BDP, so ta okrog 30%, v Sloveniji okrog 5%. Se pravi, tukaj že vidimo ogromna razlika.
In kar bi si mi seveda želeli, se pravi ta nov pokojninski zakon, pač ne bo prinesel tistega, kar bi si mi želeli, samodejne vključitve. Kar pomeni, da se bo ta razkorak še večji in kar je po mojem mnenju škoda. Ker dejansko, če pogledaš na nek način v zadnjem letu pa pol razcvet doživimo praktično na vseh segmentih borznega trga, nimamo pa resnega domačega institucionalnega vlagatelja, ki ga dejansko potrebuje vsak razvit kapitalski trg. Ker je to pomembno, ker to dejansko tebi da dodatno likvidnost, stabilen, predvsem pa stabilen in dolgoročen kapital. In tudi, recimo, ko govorimo o IPO-jih s pokojninskimi skladi, veliko lažje pride pol tudi do IPO-jev, predvsem posebno, če so malce večji IPO-ji. In danes, recimo, če pogledaš te naše pokojninske sklade, v bistvu te vloge, ki bi jo lahko igrali, jo ne, ker so enostavno premajhne, samodejno vključitvo bi pa lahko postali resen igralec. Se pravi, govoril o tem opt-in varianti, ki je bila nekaj časa v igri pri pripravi pokojninske reforme, pa so potem to vendali, ta predlog. Ja, opt-out, ne, v bistvu. Opt-in, opt-out se pravi, da si samodejno vključen ob prvi zaposlitvi, te avtomatsko vključijo v pač to pokojninsko varčevanje, a ne? Tako. Ja, ampak to potem ni bilo sprejeto, so ven vrgli iz pokojninske reforme. Tako da, ampak jaz sem se pogovarjala s kar nekaj ljudmi na to temo in niso bili preveč navdušeni nad tem, da bi bili avtomatsko vključeni v neko varčevanje. Ma glej, jaz varčujem že od leta 2007, ko sem se prvič formalno zaposlil. Takrat na Faktor banki, ki mi je vplačevala, mislim, da v pokojninsko družbo A takrat. In dejansko vedno sem tudi sam prispeval v pokojninske sklade in ti lahko povem, da se mi je kar nekaj lepega zneska zdaj nabralo. Pa se strinjam tudi s temi komentarji, v bistvu zakaj je pomembna ta samodejna vključitev, zaradi tega, ker ljudje smo po naravi leni. Kar tudi Nobelov nagrajenec Richard Thaler piše v svoji knjigi. In tudi jaz sam, recimo, kar se teh zadev tiče, sem včasih pač ob kopici drugih obveznosti len. In še zdaj, kljub temu, da imam možnost, se nisem pozanimal, na kak način preusmeriti iz garantiranih skladov, ki sem jih imel takrat, v delniške, kar bi bilo zame najbolj smiselno. Se pravi, če imaš ti nekaj, da je samodejno pride do tega, je to v veliki večini primerov tudi najboljš. Še vedno to ne pomeni, da ti ne bi imel možnosti se odločiti, ja, jaz ne bom vplačeval. Še vedno bi lahko rekel, ja, ne bom vplačeval. Ampak v bistvu prišli bi do situacije, ko v bistvu tebi ne bi bilo potrebno nič narediti za to, da bi vplačeval in bi se sredstva nalagala. Vemo pa, kakšne težave imamo z našim pokojninskim sistemom in kakšni so izgledi za naprej. Tako da z tega vidika bi koristilo po eni strani ta samodejna vključitev, večja sredstva bi koristila po eni strani pri samem razvoju kapitalskega trga, kar bi bilo pozitivno za gospodarstvo in za blaginjo Slovencev, po drugi strani pa tudi rešuje težave, izzive, ki jih imamo s samim pokojninskim sistemom za naprej in je tudi dobro tudi za same prihranke vlagateljev. Zdaj, a je boljš, da ima vlagatelj, da imamo 25 milijard evrov na bankah neobrestovanih, ali je boljš, da recimo grejo določeni prihranki v recimo neke pokojninske sklade. Mislim, da je odgovor jasen, ker koliko ti, recimo, če dava neko predpostavko, koliko bo teh 25 milijard vrednih čez 20 let ob predpostavki 2% inflacije, kolikor je cilj ECB-ja? Eno tretjino manj. In zdaj si ti predstavljaj, koliko tvojih varčevalcev bi se sprijaznilo, da jim od 100 kvadratnih metrov stanovanja čez 20 let vzamejo 33 kvadratov. Verjetno nihče. Ampak to se dejansko dogaja s temi prihranki. In te prihranke je fajn in vsi delamo v tej smeri, vključno recimo s takšnimi podcasti, kot je Money How, izobražujemo ljudi, da ti prihranki ne bi tam ležali in da ne bi še vnaprej izgubljali teh kvadratov na depozitih. Jaz se s tem absolutno strinjam, vem pa tudi, da le peščica posameznikov teh 25-26 milijard na računu.
Tako da, zdaj, kar se tega tiče, no, je tudi mogoče en problem, da pač je ta netransparentnost, recimo, kam gre tvoj denar, ne, se niso transparentno predstavljene investicije. Mislim, da je samo pokojninska družba A zaenkrat transparentno predstavlja strukturo celotnega portfelja, drugi mogoče razkrivajo top 5, top 10 investicij. Se pravi, bi mogli tudi oni narediti nek korak večji transparentnosti. Pa jaz mislim, da če bi vlagatelji to želeli in to izpostavili, da bi to tudi dejansko se zgodilo. Jaz to vidim, recimo včasih na družbi NLB skladi smo bili edini, ki smo, mislim, da dejansko razkrivali vse naložbe. Ne vem, kakšna je situacija zdaj, verjamem, da tudi drugi več razkrivajo, kot so takrat. Se pravi, to je pač logično nek trend k večji transparentnosti in mislim, da tudi na drugih področjih bo šlo v tej smeri. Ja. Sploh, če bo takšna želja vlagateljev, ker ti želiš dobiti kupca in če kupec želi od tebe večjo transparentnost, mu boš to transparentnost tudi dal. Ja, mora biti malo več teh kupcev, ki se to želijo, ne samo ene par. Ja, zdaj zaenkrat je res relativno malo, če primerjamo recimo s Hrvaško. Ene par posameznikov, ki tam konstantno nekaj jamrajo. Je pa tako, no, ko govoriva o hrvaških skladih. Jaz tako, recimo mi borza, mi smo tržnica. Yep. Se pravi, za nas so vsi vlagatelji dobrodošli in vseh smo veseli. In recimo, če pogledamo, hrvaški pokojninski skladi so v prejšnjem desetletju, ko je bila tista slaba situacija, pomagali pri stabilizaciji slovenskega kapitalskega trga, so pomagali z nakupi, kar je pomenilo tudi nižje stroške financiranja za same družbe, ker višji tečaj delnice, če recimo te tečaj delnice zraste, to pomeni nižji strošek kapitala, posledično tudi pomeni nižji strošek, če izdaš obveznico, tako da je bilo to takrat zelo koristno tudi za samo gospodarstvo. So pa seveda tudi zelo lepo zaslužili in jim lahko sam čestitam, da so prepoznali, tako kot recimo smo takrat v družbi NLB skladi, prepoznali, da je bila takrat dobra situacija za nakup. Zdaj, ko omenjaš stroške, marsikdo pač malo benti čez te stroške, ki jih je potrebno plačevati ob nakupu delnic slovenskih, sploh prek teh raznih brokerjih, ki delujejo v Sloveniji. Tukaj imava KDD, potem Ljubljanska borza zaračunava, potem pa seveda zraven pristavi še borzni posrednik in potem nakup recimo neke slovenske delnice prek teh brokerjev je kar lahko kar visok strošek pride. Sploh, če primerjamo stroškom prek tujih brokerjev, kot je Interactive Brokers ali pa Trade Republic, ki tudi ponujajo slovenske delnice. A si delala slučajno kdaj analizo Interactive Brokers glede na recimo na naše domače brokerje, primerjavo? A ti strošek, vem, da zaračunajo, strošek so prenesli Ljubljanske borze na svoje stranke za spremljanje podatkov v realnem času. To so nam povedali na Interactive Brokers, ker smo se spraševali, zakaj je potrebno plačati, mislim, da €1, zato da prideš do podatkov, pa so pač pojasnili, da je to strošek Ljubljanske borze, ki so ga samo prevalili naprej na svoje nakupce. Ja, ampak jaz mislim, da v bistvu, vsaj kolikor slišim, jaz mislim, če recimo kupiš nek papir, recimo da kupiš 20 lotov Krke, kakšen je strošek, recimo, če kupiš prek Interactive Brokers ali pa če kupiš prek recimo enega lokalnega borznega posrednika. To sem enkrat delala in sem ugotovila, da ima tudi ena slovenska družba, da je imela kar precej veliko razliko. No, saj pravim, recimo dejansko stroški v zadnjih 10-15 letih so se precej znižali pri borznih posrednikih. Recimo, mi smo tle tudi seveda en del v verigi, en košček v verigi, ampak ta košček je 15%. Tam nekje po naših izračunih, tako da je v bistvu, tudi če bi mi dali naše stroške na nič, se to pri vlagateljih bi poznali zelo malo. Bi pa tako rekel, da v bistvu za večino vlagateljev realno ti stroški so se zdaj znižali na takšne nivoje, da niti niso več toliko relevantni. Zaradi tega, ker če si ti dolgoročni vlagatelj, ti kupiš danes recimo delnice in jih boš držal recimo 10, 15, 20 let, v bistvu ta strošek v končnem znesku je zanemarljive velikosti. Mislim, kar nekaj stroškov se zaračunajo posredniki, od stroškov vzdrževanja računa, potem tudi do izplačila recimo dividend, tega je kar nekaj, mislim, seznam je kar dolg. Tudi kompleksni ceniki so slovenskih borznih družb. Ampak pred vsakim poslom dejansko ti spiše točno kakšni stroški
bodo. Tako da tle z tega vidika je transparentnost, se mi zdi kar na visokem nivoju, tudi recimo, če pogledaš v primerjavi s kakšnimi drugimi finančnimi produkti, je tle transparentnost, se mi zdi kar na Transparentnost visokem sploh ni problem je višina. Se tudi na Interactive Brokers in na Trade Republic dobiš izpisan Ja, tudi. strošek in potem delaš primerjavo in vidiš, da je kar velika razlika. Ja, je pa res, da Interactive Brokers in Trade Republic gre za dva različna borzna posrednika, ne? Se pravi, ko kupiš delnice na Interactive Brokersu, ti plačaš provizijo, ampak kupiš dejansko delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, kar pomeni, da si deležen večje likvidnosti in zaradi tega tudi boljše cene. Kontra pri Trade Republicu ne plačaš provizije, ampak je ta provizija vključena v ceno, ki je posledica pač nižje likvidnosti. Ki poteka preko te nemške družbe Lang & Schwarz, ne? Tako. In dejansko, ko sem enkrat bral neke raziskave vezano na te neobrokerje, mi je v bistvu zanimivo bilo to, ker so se glih prej pogovarjala, takrat je prišlo do tiste situacije, želiš prodati, pa market maker ni bilo na drugi strani. V bistvu se glih v takšnih stresnih situacijah največkrat pokaže, da so spredi pri neobrokerjih bistveno višji, se še povečajo v primerjavi z recimo tradicionalnimi brokerji. Ravno takrat, ko bi najbolj rabo, v bistvu nizek bid-ask spread se ti najbolj poveča. Ne? In takrat je v bistvu strošek celo največji. To bi mogel pač paziti, ko greš v investicijo, moraš natančno pogledati, kakšen je ta bid-ask spread. Saj ta se spreminja, veš. Ja. In ko pride do stresne situacije, se pač dejansko mogoče celo umakne iz sistema in ti da ful velik spread in pol kupaš po bistveno slabši ceni, kot bi jo recimo lahko kupil dejansko na borzi. Prek borznega posrednika na lokalni borzi. Ampak ti si prej rekel, Ljubljanska borza je tržnica, vsi so dobrodošli. Verjetno ste veseli, da so tudi taki brokerji ponudili te delnice v nakup vlagateljem? Mislim, ali ne? Sigurno vsaka likvidnost, ki je dobrodošla. Ker likvidnost je dobra dejansko za vse. Je dobra za borzne posrednike, je dobra za nas, je dobra za izdajatelje in celo za državo, ker likvidnost ti zniža stroške prek ožjega bid-ask spreada, ti zniža tveganja, ker lahko lažje prodaš, vstopiš v neko pozicijo in ti tudi odpre možnosti do dodatnega financiranja lažje. Tako da to je sigurno koristno. So pa spet te iste raziskave kazale, da v bistvu ti neobrokerji, ki dejansko umaknejo to likvidnost iz borz, lahko to likvidnost celo na skupno likvidnost celo negativno vplivajo, ker gre ta likvidnost izven knjige naročil. Se ne prikaže v order booku, kar je pa generalno gledano slabše za ekosistem kot celoto. Se pravi, če bi nek posameznik mali vlagatelj kupoval slovenske delnice preko neobrokerja, kaj mora natančno vedeti? Ali je eno pogosto vprašanje, recimo, a sem lastnik delnice? Pa jaz mislim, da je. Samo pri drugi borzi in zaradi tega, ker je nižja likvidnost, bo kupil po slabši ceni, ne bo pa plačal borzne provizije. Se pravi, na eni strani prihranek, na drugi strani strošek. Ta strošek se bo pa povečal, ko bo do neka stresna obdobja in če bo takrat želel kupovati, prodajati, bo težje kupil, še težje kupil po primerljivi ceni, kot je recimo na lokalni borzi, kjer je večja likvidnost. Kaj pa recimo Interactive Brokers, ki ni neobroker? Interactive Brokers, ko ti kupiš na Interactive Brokersu Krko, jo kupiš na Ljubljanski borzi dejansko. A greva mogoče se dotakniti še ene ideje. Minister Boštjančič je v Zagrebu podpisal memorandum z 8 državami srednje in jugovzhodne Evrope o krepitvi sodelovanja na področju kapitalskih trgov. Ste bili vi tudi vključeni tukaj zraven? Kje je Ljubljanska borza v tej zgodbi? Ja, mi smo bili tudi tam zraven, tudi sam sem bil v Zagrebu. Če se spomniš, smo borze že v bistvu istih držav, že lansko leto podpisali memorandum o sodelovanju. Zdaj so pa podoben memorandum o sodelovanju podpisali tudi finančni ministri iz teh istih držav, kar na nek način sam vidim kot podporo našemu projektu, našim aktivnostim na tem področju. Zdaj tukaj velja omeniti, da
Ljubljanska borza in Slovenija sta enakovredna partnerja. Bi pa tudi opozoril, da gre mogoče v nekaterih medijih za malce preveč bombastične izjave. Gre za sodelovanje in razmeroma počasne korake, ne pa mogoče za integracijo, kot bi se iz nekaterih medijev tudi dalo razbrati. Ker če bereš recimo medije, velikokrat se napačno omenja integracijo namesto sodelovanja. Se pravi, gre za začetek nekega projekta. Bi pa tle vsem omenil to, da Ljubljanska borza, vsi vemo, da je majhna borza. In neke vrste sodelovanje, povezovanje je smiselno, nujno oziroma nek močen partner. Je pa se mi zdi enako pomembno poudariti, da za naše gospodarstvo je tudi pomembno, da imamo svojo lastno borzo, ki skrbi za razvoj domačega kapitala. S tem, ker skrbi za razvoj domačega kapitala, je to pozitivno za gospodarstvo in za blaginjo samih in za blaginjo Slovencev. To potrjujejo tudi številne raziskave o vplivu borze na lokalno gospodarstvo. Za primer, recimo, si lahko pogledaš Škotsko, Severno Irsko, Wales, ker sem šel prav gledati, a so sploh kakšne države, ki borze nimajo, ne? Pa sem se spomnil pol na Škotsko, pa sem šel gledati. In dejansko študije kažejo, da se je s centralizacijo v London v bistvu to negativno pol odrazilo tudi pri mobilizaciji domačega kapitala in tudi pri financiranju malih in srednje velikih družb. Ker vem, da smo mi že ful raziskovali to temo, da bi nekako bilo to sodelovanje oziroma integracija oziroma povezovanje sploh borz na Zahodnem Balkanu, to je bilo kar ena taka kar aktualna debata, ampak tehnično gledano je to praktično neizvedljivo. Iz večjih razlogov. Eni od teh so različna davčna zakonodaja, recimo. Mislim, sigurno, ko govorimo o povezovanju, kaj so ti ključne ovire? Tukaj so ovire na področju CSD, se pravi naš KDD, ker vsaka pač država ima svoj KDD. Vsaka država ima tudi malce drugačna pravila, čeprav imamo evropska pravila, ima pa pol vsaka država malce drugačna na lokalnem nivoju, pol imamo vsi drugačne insolvenčne zakonodaje, davčne zakonodaje in to vse vpliva na v bistvu nek konsolidiran kapitalski trg v celi Evropi, ne samo v regiji. To so ključni izzivi, če mene vprašaš. Ni problem borze. Borze bi lahko hitro ponudile eno platformo, pa saj že danes imaš, če greš na Interactive Brokers, praktično lahko kupiš delnice iz praktično vseh držav cele Evrope. Ja. Zelo veliko se je zadnje čase govorilo o tem, pač, da Slovenija, da želimo nekako priti med trge v razvoju. Trenutno smo med drobnimi trgi, ampak zdaj je MSCI, se spomnimo še neke nove kategorije, napredni mejni trgi. Kaj to pravzaprav sploh pomeni? Iskreno povedano malo. Vsem je pozitivno mogoče z tega vidika, ker gre za neko priznanje dejstva, da vsem Slovenija ni Burkina Faso. Je pa recimo Slovenija že zdaj, ker Slovenija po kvalitativnih kriterijih je že zdaj vsaj emerging market po kvalitativnih kriterijih. Problem so kvantitativni kriteriji. Je pa drugo vprašanje, a je to v bistvu MSCI naredil s tem namenom, da bi to dejstvo prepoznal, ali dejansko v bistvu zaradi tega, da poišče bolj privlačne, bolj profitabilne produkte. Zato se mi v bistvu zdi pri tej celotni zgodbi ključnega pomena to, da moramo ostati zavezani tistemu, kar je bilo zapisano v strategiji, pridobitvi statusa razvijajoči se trg. Ker to pomeni, da prideš v višjo ligo, večjo likvidnost, večji priliv kapitala in spet vsi pozitivni učinki na gospodarstvo in naprej. In a je to realna možnost? Jaz mislim, da je. Ne vem pa, če do leta 2030. Mi recimo, ko smo postavljali našo lastno strategijo do leta 2028, ko smo razmišljali o viziji, smo tudi razmišljali recimo o statusu emerging market, ampak pač vizija mora biti izvedljiva. In to se nam do leta 2028 ni zdelo realno. In kakšna je vizija Ljubljanske borze? Ja, v bistvu smo dejansko, ko smo
To smo dejansko tudi vse javno objavili, predstavili. V bistvu vizija Ljubljanske borze je, da do leta 2028 imamo vsaj dvakrat hitrejšo rast prihodkov kot v predhodnem 5-letnem obdobju, s čimer v bistvu še povečamo našo vodilno pozicijo po prihodkih v Adria regiji. Kar je zanimivo je to, da Zagreb je sicer naš lastnik, ampak po prihodkih imamo mi najvišje prihodke v sami regiji in mogoče tudi zakaj sami prihodki. Ker če pogledaš, mi smo na nek način proksi za glede razvitosti slovenskega kapitalskega trga. Višji kot bodo naši prihodki, bolj razvit bo naš kapitalski trg in seveda naš cilj bi tudi bil en dolgoročni, da enkrat pridobimo status emerging market, ampak do leta 2028 to ni realno. S tem, ko pa smo zavezani hitrejšemu povečevanju prihodkov, ta gap do emerging market statusa znižujemo. A lahko mogoče glede na to, da si rekel, da je cilj povečevanje prihodkov, kako boste povečevali prihodke? V bistvu na različne načine. Tukaj smo si zastavili več strateških ciljev, pa se bomo mogoče fokusirali na tisto, kar je ključno. Mogoče tudi, zakaj smo sploh javno objavili, ker vse Ljubljanska borza je relativno majhna, oziroma ne relativna, je zelo majhna družba, tudi ne kotira na borzi in ni čisto običajno, da takšne družbe sploh javno to objavijo. Zakaj smo to naredili? Zaradi tega, ker mi sebe vidimo kot središče kapitalskega trga, se pravi stičišče med izdajatelji in vlagatelji. In smo želeli pridobiti mnenje, komentarje, predloge, a prav razmišljamo, a po mnenju kakšnih deležnikov je potrebno kaj prilagoditi, kaj spremeniti. Zdaj pa na kak način to želimo udejaniti, v bistvu se pravi, želimo biti bolj vidni. Veliko delamo na povečevanju vidnosti v medijih, veliko delamo na ozaveščanju, veliko se je delalo že prej, letos smo to področje okrepili in še dodatno ga bomo okrepili. Želimo povečati število borznih posrednikov, bodi si neposredno ali pa posredno, tako kot Interactive Brokers, in verjamem, da bomo še koga pripeljali v prihodnjih letih. Želimo tudi povečevati število, prek vseh teh aktivnosti želimo tudi povečevati število finančnih inštrumentov in tudi dvigati obrat tržne kapitalizacije. To je največji problem. Ko govorimo recimo o slovenskem kapitalskem trgu in o razvitosti kapitalskega trga, pogledaš, koliko znaša obrat tržne kapitalizacije in vidiš, kje smo glede recimo na neko tuje konkurenco. Zdaj ravno gledam poslovne rezultate, 1 900 000 so bili celotni prihodki. Cilj je? Saj pravim, tega ne smem komentirati, lahko pa povem, da je dvakrat hitrejša rast kot v predhodnem 5-letnem obdobju in verjetno si boš lahko vsaj dvakrat hitrejša rast, verjetno si lahko tudi sama zračunaš. Omenja se, da tudi da pač ena od idej je tudi več teh nekih finančnih inštrumentov. Ljudska obveznica je bila en inštrument, ki je na novo prišel dobesedno na Ljubljansko borzo. Mislim, da je minister celo napovedal v letu 2026 izdajo še ene ljudske, torej tretje po vrsti. Kako ti gledaš na ljudsko obveznico in kako jo je oživela, če je oživela Ljubljansko borza? Mislim, vsekakor je to pozitivno. Te ljudske obveznosti z vidika ozaveščanja so sigurno pač pozitivne. Tudi dejansko vidimo, da vlagatelji pač prihajajo z tega vidika na borzo, število vlagateljev se povečuje. Zdaj, težko je reči, a res prav z naslova ljudske obveznice, ampak mi predvidevamo, da verjetno so tudi vlagatelji iz ljudskih obveznic. Recimo, če pogledamo Luko Koper, 2 leti pa pol nazaj smo imeli recimo nekje 8800 imetnikov delnic Luke Koper, danes jih imamo nekje 9300. Tako da trend je pozitiven, je prisoten priliv in mi smo veseli zaradi tega priliva. In mislim, da ta priliv pozitiven, ne glede na to, a pride tudi kaj na tuje trge, ker prej smo se pogovarjali o tistih 25 milijardah evrov, ki ležijo na računih. In vse tašne aktivnosti, kot so razno ozaveščanja, vi, recimo ti s podcastom, pa drugi tvoji kolegi s tašnimi recimo ozaveščanji, mi, institucionalni vlagatelji, ki ozaveščajo recimo družbe za upravljanje, vse to je pozitivno, da se ta kapital preusmeri v bolj produktivne naložbe.
Mislim, da sem enkrat gledala strukturo lastnikov Krke in sem ugotovila, da število malih delničarjev upada. Čeprav imajo največ malih delničarjev. Pa nisem čist prepričan, bi mogel preveriti, ampak mislim, da raste. Jaz bi celo trdil, da raste. Morava pogledati oba pol. Ja, Okay, se pravi, kaj bi pa recimo za konec svetoval malim vlagateljem, kot analitik in kot konec koncev predsednik uprave Ljubljanske borze? pa saj mislim, da smo se o tem že na začetku veliko pogovarjali. Ključno se mi zdi, pri tem, ko se odločajo o naložbenih odločitvah, da pogledajo, zakaj varčuje, kaj so naložbeni cilji in kakšen je njihov finančni profil. Se pravi, koliko so sami naklonjeni tveganjem, a želijo prevzemati ta tveganja in koliko so sploh sposobni. Ko imaš odgovore na vsa ta 3 vprašanja, je pol v bistvu odločitev veliko lažje sprejeti. In takrat bo tudi odločitev veliko boljša. Kar najslabše, kar se ti lahko zgodi, je, da investiraš preveč ali pa preveč agresivno in ko pride do nekih padcev, prodaš po najnižjih tečajih. Še eno vprašanje. Prej si razkril, da imaš 20 do 30% slovenskih delnic v svojem portfelju. 20 do 25, mislim, da sem 20 do rekel. 25. Kaj pa še imaš recimo v svojem portfelju, če lahko mogoče razkriješ? Pa različne v bistvu delnice iz različnih držav, nekaj ETF-ov, nekaj malega tudi kriptovalut, pa nepremičnine seveda, ajde. Rekel si kriptovalute, a lahko si mogoče tukaj malo bolj specifičen? Ma glej, moram reči, da tega trga ne spremljam toliko. V bistvu najprej, to sem že za kriptovalute davnega leta, nekaj drobiža tja noter dal, ker zdaj ni več drobiž, ne, logično po takšnih donosih. Ampak predvsem z tega vidika, da sem spoznal ta trg, da vsaj me prisili, da malo več spremljam, kot bi sicer spremljal. To ne gledam kot na del praktično svojega premoženja, ker ne vem, kaj bo s tem delom premoženja. Ne vem, kaj ne rečem sploh glede tega. Koliko procentov približno imaš 50% kripta? Ja, pa mislim, da je res že zraslo na te nivoje, ja. Pa je bilo to res relativno malo, no? Pa te bom še to vprašala, koliko aktivno trguješ, če lahko tako rečem? Nič. Se pravi, ti hodlaš. Hodler, jaz sem pravi hodler. Niti nimam časa se ukvarjati, veš. Jaz tudi recimo, ko govorimo, ko sva se prej pogovarjala o stroških, o likvidnosti, ja, sej to je pomembno recimo za traderja. Jaz nimam časa za takšne zadeve in jaz mislim, da sem zelo podoben v bistvu vlagatelj, kot recimo večina slovenskih vlagateljev, pač hodler. In če si ti hodler, recimo ta likvidnost, tudi če so malce višji stroški, recimo v primerjavi z nekim Nasdaqom, ni to takšen problem, kot bi sicer bil, če bi ti bil nek trader. Še eno vprašanje, glede na to, da si relativno mlad, no? Kaj se pa ti misliš o FIRE gibanju? Zgodnjo upokojitev, Financial Independence, Retire Early. A ja. Kdaj boš šel v penzijo? A imaš ambicijo, da se zgodaj upokojiš? To te bom vprašala. Pa glej, zaenkrat to ni moja vizija, no, tako bom rekel. Ne bom rekel, da nisem o teh zadevah tudi razmišljal, ampak ni pa to moja vizija. Upam, da bom lahko čim dlje delal. Mogoče v kakšni drugačni obliki, no, ampak upam, da mi bodo možgani dopustili, da delam vsaj do 80 ali pa krepko čez 80 leto. Super, odlično. Najlepša hvala, Marko, za super debato. Hvala tudi tebi.